Pozdravljeni, danes pa je naše raziskovanje bolj adrenalinsko, saj gremo na Uršljo goro. Pa še vreme nam je naklonjeno, se vidimo na vrhu. Več kot 400 let stara cerkev Svete Uršule je najvišja ležeča cerkev na višini 1696 metrov, tukaj pri nas v Sloveniji in na tem delu Evrope. Cerkev so zgradili koroški kmetje v slogu katoliške tradicije. Nastala je ena velika cerkev, ki ji domačini pravijo kar katedrala. Zgrajena je bila v 16. stoletju iz lomljenega kamna. Prvi bronasti zvon pa se je iz te gore oglasil leta 1584, ko so bili postavljeni prvi temelji te cerkve. Večkrat je bila obnovljena, zaradi političnih razmer po drugi svetovni vojni zanemarjena, a za prebivalce pod goro nikoli pozabljena. Leta 1602 je cerkev posvetil ljubljanski škof Tomaž Hren, kar je pa zanimivo je pa to, da je imel pridigo v slovenskem jeziku. Tako, lep pozdrav. Tu na gori bom uporabil besedo gora, ker mi nismo nikoli rekli Uršlja gora v celoti. Gora je v megli, gora je v oblaku, dež bo in tako naprej. Naš prerok za vreme je bila tudi gora, ne? Uršlja gora. Smo torej na Uršlji gori, nad Mežiško, Mislinjsko in Šaleško dolino, lahko rečemo. In tak center tukaj. Ja, jo imamo zelo radi, sploh Korošci, ker zdaj se šteje za Koroško, tudi Mislinjska, pa del Šaleške doline je bil nekoč v jezikoslovnih literaturi tudi prištet koroškemu dialektu. Ne. Tako da na tej gori je kot simbol, ki stoji in odkudrkoli jo vidiš, ko so ta visoki stolp postavili, še bolj jasno pove. Tako. Torej, moje otroštvo je bilo pod goro, mama na kmetiji, ki prav pod vznožjem sosednjega hribčka, hriba Homa, ata tak ali tak kovinarski in rudarski potomec iz Mežiške doline. In to je moja predstavitev, zdaj sem pa jaz duhovnik in trenutno se vedno vrtim okoli gore. Vedno sem postavljen sem, v bližino, na Prevaljah, posvečenje in vse, kar je bilo, potem Slovenj Gradec, Dravograd, Vozenica in spet Slovenj Gradec. Tako, toliko o moji predstavitvi, predragi. Tukaj gora je pa tako dragocena, tako posebna, da je lahko rečemo, da je ljubezen. In mnogi navdušenci prihajajo sem za treninge, za trekking, za kaj vse imajo, ne? Da se veliko razgibljajo. Tako da tudi v mojem življenju je bila, dokler so kolena dopuščala to, je bila velikokrat obiskana. Pozneje kot duhovnik, ko sem bil skozi blizu, pa nekoliko manj za svojo rekreacijo, ker je bilo tudi tam, kjer sem bil povsod, ampak več zato, da smo tukaj tudi bili pri maši, pri bogoslužju, da smo poromali sem to. Zasledili sva, da o sveti Uršuli obstaja ena legenda, ki pravi, da je Uršula pribežala z jutrovega in se zataknila v Pohorju. Kako se v bistvu legenda nadaljuje? Legenda se pa nadaljuje, da na Pohorju ni imela miru. Zakaj tam se je naselil povodni mož? Kako pa se potem nadaljuje? Kako je prišlo do kakšnih zapletov?
da je potem, pribežala je sem, pa je tudi tukaj morala še nekaj preganjati. Jaz čiste legende ne znam točno, ampak tako, ljudstvo je imelo dobro fantazijo, ne? Ja. da je svetniki so tako ali tako bili tisti, ki jih je vedno en povodni mož narekovaju preganjal, ne? To je hudi duh. Se je že našel kdo, ki si je kaj izmislil, ne? In Uršuli se ne boš tako godilo, tako si lahko predlagam, tako si lahko jaz predstavljam, pa moderniziram tisto legendo, ne? Obstaja pa verjetno še en tak kamen, ko naj bi dal svojo nogo noter in potem, da te ne bi več bolela, ali kako že? No, tako. Tu spodaj je niže. Ko hodiš gor, ne, po pešpoti, je apnenec, ki pa se veš, kaj po Slovenski jami naredil, ali pa v teh jamah, ne, apnenec, ki ima luknjo noter, pa res gre noga, človekova noga, če ni prevelik čevelj, gre noter. In potem nekako ljudsko izročilo, da je to noga svete Uršule, a je najbrž hudi duh hotel preprečiti pot, to ne vem, če so se takrat tako če so tako razmišljali, ne. Ampak tista legenda pravi tudi, pol smo se bolj hecali pa šalili, ne, da če celo nogo noter dobiš, te nikoli več ne bo bolela. Pa so pa rekli, ker ne boš dobil ven, ti bojo morali. Tako, to so take luškane legende, ki jih je iz prejšnjih časov kar polno. Mi smo se jim nasmejali, marsikaj sem pa že pozabil. Uršla, kot ji pravijo domačini, je zelo primerna za romarje, popotnike, družine z otroki. Zakaj jih tako privablja? Zakaj jim je tako zanimiva, lepa? Ja, tu pa je kaj razmišljati, zakaj. Zato, ker je prvič lokacija, je tudi naša vremenska napovedovalka, ne zaradi sedanjih tu gor navzočih, ampak si videl, če ima Uršla kapo, bo drugače, kam kaže vreme, pa vse to. Spodaj v dolini smo pogledali na goro najprej. Ponekod niso rekli Uršla, ampak samo na gora. Ne. In vremenska napovedovalka neke sorte je, ampak to je čisto stvar meteorologov. Ljudska meteorologija pa je morala tudi dobro funkcionirati takrat, ko nihče ni poročil dajal. In so pogledali, jaz se spomnim tega, pogled na goro, na gori je črn oblak, lilo bo. Ne? To je z mojega otroštva. Cerkev pa slovi tudi po zanimivem tonu zvonov. Nahajamo se na gori in me zanima, kako so v bistvu pripeljali v takratnem času, v 16. stoletju, zvonove gor na goro. Si slišala za tisto legendo, verjetno, ne? Ja, tisto, torej res je. Ta zvon je zelo velik, zelo velik. Lahko kaj zbrskate, koliko je ton, ne? Ogromen je. Ogromen in zelo težek. In je ena pripoved, da zdaj po 13 parov ali še več, volov je vleklo tisti zvon gor na goro. Torej, pari volov. Veš, kaj je to? Procesija volov. Brez pot je praktično pešpot, ne? In da je tam še spodaj en kamen, kjer se tako vidi, kot bi se ugreznilo koleno tistega, ki je pokleknil, ne? Tako, tudi to, ne? Ona je pa noga svete Uršule, je pa tudi nekaj takega, češ, da je kamen bil mehek, ne? Torej, da se še kamen tu zmehča. Ali pa jaz pa upam, da se srce zmehča za Jezusa, pa za soljudi, a ne? Tako. Povejte nam še, zakaj ste pravzaprav izbrali poklic duhovnika? Zdaj pa to vprašanje. Ja, to pa lahko se zahvalim družini,
za zelo preprosto zvestobo. Potem duhovnikom, ki so bili krasni v odnosu. Torej, vse je odnos, ne? Vse to čutim kot odnos. Duhovnik, ki kaplan, takrat ni, zdaj že davno pokojni, pa še starejši župnik, tak, veš, da je veselje z njim spregovoriti. To je gotovo vplivalo. Potem doma pobožnost je bila tista kratka, ta nujna. Ni bilo kaj posebnega, ampak v maši smo pa skupaj hodili redno. Z atom skupaj in tako naprej. Ko sem pa bil povabljen za ministranta, takrat sem se pa zaljubil v oltar. Ampak to je otroško, ne? To je otroško. Zelo luštno, zelo fajn je. Lepi spomini so. Še pol mama je namreč umrla, če sem lahko mal daljši, v času mojega 8. razreda za rakom in ko je bila ko je ležala in tako pa je videla, da sem jaz tako literaturo bral, pa je rekla, a ti misliš, da bi ti bil duhovnik? Sem rekel, ja. In pol je ona rekla, a veš, zato sem jaz tudi molila, ne. Umrla je še kmalu po tistem. To je en tak razlog, ampak ni nastal od tega, da je mama bolna ali da je, ampak je delovala milost. Je delovala milost, ker drugače pa nisem bil tako strašno priden. Ne. Vse sorte je bilo. Smo tudi falotarije špičili, ne. Tako. Najlepša hvala za topel sprejem in vse dobro vam želim. Hvala lepa. Bog lone. Moj rodni kraj, moj rodni dom, kako si ta žali. Nič več tujini ostal, ne bom spet k tebi pohiti. Tam, kjer mi zibko doklaje, oj, tam bom srečen le. Tja, kjer izbral sem si dekle, tja vliče me srci. Poj mi zapoj, škorjanček moj, kad pil si mi nekoč. Saj jutri spet tja v daljni svet bom šel in se bo prat. Ko pa nekoč bo slednja noč mi navček zadoni, ko vse bo preč, ko nikdar več ne bom odprl oči. Ne bo stasic, ne drobnih ptic, nič več jaz pil ne bom. Takrat bi rad poslednjikrat objel svoj rodni